Hvala lepa. Zahvaljujem se Novi reviji za povabilo za sodelovanje pri tem zborniku. Ob tem ne morem mimo spomina, ki me veže na nekdanjo 95. številko Nove revije, ki je že pred 30 leti in še pred osamosvojitvijo posvetila eno celo številko ravno slovenski samostojnosti. Nekako slučajno sem takrat bil tudi povabljen za sodelovanje pri tisti številki, kjer sem z največjim veseljem sodeloval, tako kot sodelujem tudi, kot sem sodeloval tudi danes s to današnjo varianto Nove revije. Naj bodi to povedano na začetku. Drugič, po besedah gospoda Jana Zobca imam pa neprijeten občutek, da nimam več kaj povedati, ker je bilo vse že povedano. Njemu se zahvaljujem za njegove besede. Zakaj pravim, da nimam več kaj povedati? Ja, zato, ker sem po izvoru pravnik. Čeprav deformiran politolog, ampak kot pravnik sem začel začel to svojo razpravo, to svoje sodelovanje v današnjem zborniku, prav izhajajoč iz tako imenovane temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Kajti, če človek bere to temeljno listino, se mora danes vprašati, ali se je pri nas sploh kaj spremenilo ali ne. Govori se o mehkem prehodu. V redu. Hvala Bogu je bil prehod mehak. Kaj je alternativa? Kaj je nasprotna alternativa temu mehkemu prehodu? Prelivanje krvi. Očitno si tega nihče ne želi, najmanj pa mi danes, najmanj jaz, preveč je bilo v slovenskem narodu že prelite krvi. Tako da daleč od tega, da bi si želel en ne mehak prehod. Vendar je očitno, da opazujemo, da je ta prehod bil res vsaj na zunaj tako mehak, da danes, ponavljam, ne vemo, ali se je sploh prehod izvršil ali ne. Prehod iz česa? Ja, prehod iz totalitarnega sistema v demokratičnega. To je pa nekaj bistvenega, ta razlika je nekaj bistvenega, tako nekaj temeljnega, kot razlika med dnevom in nočjo. Zahvaljujem se gospodu Zobcu za izraz zloraba prava. Absolutno to se mi zdi, da se je dogajalo in se še dogaja, ampak že od začetka, že v temelji ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti. Temeljna ustavna listina začenja z nejasnostjo, ker pravi nekako da vedeti in kar jasno pove, da se iz enega sistema logično lahko preide v nasprotnega, brez preloma, brez rupture. To je pa logično nemogoče. Z vsako logiko je to skregano. Tukaj sem v svojem prispevku dal primero, da se iz slona ne more roditi zajec. Totalitarni sistem ne more predvideti spremembo v svoje nasprotje, v demokratičnega. Kakor tudi demokratični sistem in demokratična ustava ne more predvideti, da se bo čez noč, kadar bomo pa hoteli, gospe in gospodje, fantje in dekleta, veste, bomo pa naredili pa iz tega pa totalitarno vlado, totalitarni sistem. To se pravi, danes imamo večstrankarskega, jutri bomo naredili enostrankarskega. Obratno, obrnjeno, tudi velja. Totalitarni sistem, ki čuva, torej trdno čuva, z vsemi vajeti, kot je bilo to preveč žalostno, očitno v mnogih desetletjih, ne samo pri nas, torej totalitarni sistem tudi ne more predvideti in seveda noče predvideti, da bi izgubil oblast in da bi iz tega sistema se vse spremenilo v neko pluralnost in v nek večstrankarski sistem. Zato ponavljam, iz slona se ne more roditi zajec in iz zajca se ne more roditi slon. Tako da logika,
ki jo tukaj le temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, pravi, upoštevajoč, da je bila Republika Slovenija država že po doslej veljavni ureditvi in je le del svojih suverenih pravic uresničevala v SFRJ. Torej, to ne gre nikamor, to ne drži. Istočasno v isti sapi pa ta temeljna ustavna listina pravi, da pa SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republike in avtonomnih pokrajin. Torej, po eni strani se naslanjamo na prejšnjo ustavno ureditev, kjer je bila formalno res upisana pravica do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve. To je res pisalo noter, ampak ne varajmo se, gospodje in gospe in gospodje, torej ne varajmo se. Tisti, ki so pisali to, ki so to napisali z mentalnim zadržkom, restrictio mentalis se je včasih temu reklo v latinščini, mentalnim zadržkom. Tisti, ki so to formalno napisali v prejšnjo ustavo, si v svojem vrednostnem politično-ideološkem sistemu nikoli niso predstavljali, da bo kaj takega mogoče. Napisali so, ja, zato, da bo nekaj, da bo lepše, da bo lepše zvenelo, da bi si pa kaj takega resnično želeli, pa nikoli. Torej, gre za to, ali je bila pri nas, seveda, lahko bi rekli iz vidika formalistov, z formalističnega vidika, bi rekli, ja, seveda, pravniško, in to spet zloraba prava, lahko bi rekli, ja, veste, bomo napisali, bomo uzakonili pravilo, da bo voda od danes naprej tekla gor in ne več dol. V redu, to se lahko zapiše. Veliko podobnih stvari je bilo že kdaj v zgodovini človeštva napisanih, žal. Ampak a je v tem kakšna logika? Lahko bi, če bi kdo to napisal, bi seveda začeli hitro dvomiti v njegovo v stanje, duševno stanje tega gospoda ali gospe, ki bi to zapisal. Torej, gre zdaj za to, ali je pri nas kontinuiteta ali diskontinuiteta, kot se je že prej spraševal gospod Štuhec. Zadeva je v tem, ljudstvo se je pa v volitvah leta 90 in tudi na plebiscitu, prav takrat plebiscitu jasno izrazilo za spremembo. In sicer za katerokoli spremembo, ampak za bistveno spremembo. To se pravi za spremembo iz totalitarnega sistema v večstrankarskega, v pluralnega, v demokratičnega. Seveda, temeljna ustavna listina v svojem naslovu spet nosi samo besedo samostojnost in neodvisnost, ne pa demokratizacije. Ne vem, ali je to tem gospodom, ki so to sestavljali, ušlo, ali so imeli kakšne druge namene, da niso hoteli demokratizacije omeniti, kajti temeljna ustavna listina bi morala govoriti in govori dejansko tudi o tem indirektno, ko pravi, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država, etc., etc. To se pravi, gre tudi za demokratizacijo. O demokratizaciji pa v naših 26 letih, ne vem, koliko je govora. Imamo neko zunanjo formo, ja, o tem je bilo spet govora, o formi. Imamo formo, koliko je pa vsebine, kje spremembe, kje to spremembo danes vidimo, kje jo zaznamo. V zunanji obliki, ja, v redu, imamo več strank, imamo vse to, ampak kje so pa vrednostni sistemi, ki ostajajo, žal, popkovine, prej gospod zdravnik omenil, da nismo prekinili s popkovino. Seveda, točno, tudi tukaj se to kaže. Očitno, vsak dan vidimo to, politiki od prej so ostali na položajih, prelevili so se, zamenjali plašč po vetru in ostali na oblasti. Gospodarska moč je ostala v njihovih rokah, mediji enako. In tako dalje, in tako dalje. Še zadnjič je nekdo, eden izmed močnejših
gospodarstvenikov, podjetnikov tukaj rekel po televiziji, tako lepo se je znebil tega. V socializmu je bilo vse v redu, danes v kapitalizmu je pa tudi vse v redu. Zdaj, človek ne ve, kako gre to skupaj, kajti če ta gospod, ki je očitno v socializmu bil kapitalist, ponavljam, ne vem, kako gre to skupaj, je danes v kapitalizmu še vedno socialist, čeprav tudi v tem bi bilo marsikaj treba povedati, kakšen socializem je v to. Švedski socializem gotovo tisto ni bil. Švedski socializem, kjer imajo kralja, kapitalistični sistem že ves čas, švedskega socializma pri nas gotovo ni bilo. Ljudje volivci, ki so pa tisti, ki imajo končno besedo, so pa premalo politično formirani. Seveda, kako čijo biti politično formirani, pluralno, če so pa 50, zdaj že bi lahko rekli skoraj 70 let z uporabo medijev pod vsestranskimi čudnimi, bom rekel, vplivi. Prej se tega ni dalo. Če si prej, to veste vi, ki živite doma, jaz prihajam iz tujine. Jaz sem od zunaj, sem se preselil v Slovenijo danes že. Ampak prihajam od zunaj. Vi, ki ste pa doma živeli, pa veliko bolje poznate vse to kot jaz. Če si kdaj kakšno preveč rekel, je bilo lahko to preveč usodno. In vsaj tvegal si preveč. Ozračje, ki se pa danes diha tukaj, in to ga tudi jaz vidim že ne samo danes, ampak že od leta 91 naprej, ozračje je pa še vedno okuženo. Tudi na cesti se to vidi, ko govoriš z ljudmi, pa je kar preveč takih, ki pravijo, ja, veste, se meni v socializmu ni bilo nič hudega, pa tako, v redu, že vem, ni treba več govoriti. Rešitev. Tukaj je bilo od začetka povedano, da iščemo ne zamisli, ne kaj si želimo, ampak kako bomo cilje uresničili. Kako? Najvažnejše vprašanje, temeljno vprašanje. Najprej vrniti se k volitvam iz leta 90 in k plebiscitu, kajti tam je bila nakazana pot. In to pot je nakazalo ljudstvo samo. V 90% večini, take večine v slovenskem narodu še nikoli ni bilo, vsaj da bi jaz vedel. Treba je danes dokončati tisto, kar je bilo takrat naznačeno. In odločeno. Ljudstvo se je takrat izreklo. Vse to pa pomeni pluralizem s pravo vsebino. Demokracija, namreč pluralizem kot najmanj slab med političnimi sistemi se lahko izvotli in izprazni, če ni vrednot. Kakšnih, vsestranskih, mimogrede, tukaj glede obrambnega vidika, če ni vrednot, kaj boš branil? Tudi kadar rečemo, ja, svojo zemljo branimo, ja, ampak zemlja je izraz vsega tistega, kar se v tej državi, na tem mestu, v tem narodu, ki živi na tem teritoriju, kar je jasno, kar je bistveno, kar je vredno za tiste ljudi, ki tam živijo. To so tiste vrednote in to se ponavadi brani. Danes se ne brani več toliko samega teritorija, ki je bil včasih edino sredstvo za dosego dobrin, nekega bogatstva, pač kmetijstvo, živinoreja, rudarstvo in podobno. Danes je veliko več. Danes tisti, ki bo branil svojo zemljo, bo branil zaradi vrednot, ki so tam navzoče. Torej, kje je tista točka? Zato gre, to človeka utruja in ga matra. Kje je tista točka, kje je tisti vzvod, kje je tisti gumb, na katerega bi bilo treba pritisniti, da se zadeva spremeni, da se naredi neke vrste preboj, prelom, nek klik. Bomo rekli, zdaj smo pa začeli pot navzgor. Izviti bi se bilo treba iz navidezno jeklenega vzročnega razmerja, kokoš ali jajce. Izviti se iz začaranega kroga, je bilo že tukaj prej rečeno.
Namreč, zakaj kokoš ali jajce? Ja, zato, ker ljudje slabo volijo, pravimo, a ne de? Pa volijo, kar na lepem se pojavi nova stranka Franceta Korenčka, ali pa in ljudje norijo za stranko Franceta Korenčka. Odkje je to, kaj to pomeni? Ne vem, ampak gredo in volijo. Ja, kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Potem jutri bo pa enega drugega stranka nastala in bomo spet tam. Zdaj, zakaj se to dogaja? Ja, prej sem že rekel, da so ljudje politično premalo formirani, se bom tako light izrazil. Premalo formirani, ne vejo, kaj točno je politika, ker jo nikoli niso smeli delati. Izviti bi se bilo treba iz tega začaranega kroga in iskati nek nov začetek. Iskanje tega novega začetka je pa truda polno in grozno težavno dejanje. Družbeni procesi so, kot vemo, strahotno in obupno počasni. Včasih se zgodi neka sprememba v narodu, v družbi, včasih pride do nekega, lahko bi rekli, milostnega trenutka, nekega prebliska, nekega kairosa, bi lahko rekli starogrško. Nek kairos, pravi trenutek. To smo mi doživeli ob prvih volitvah leta 90 in ob plebiscitu. To je smer. Zdaj bi bilo treba pa od tu nadaljevati. Kako? Ja, s truda polnim delom, ena izmed stvari, ki temu pomagajo, je tudi tole srečanje, ta zbornik in Bog daj, da bi bilo čim več ljudi, ki bi seglo po tem zborniku. Tukaj je veliko zanimivih misli, sploh, ne zaradi mene, se opravičujem, zaradi mene ne, ampak preveliko je važnih ljudi, prominentnih ljudi, ki so tukaj zbrani, ki so tukaj napisali veliko misli in Bog daj, da bi veliko ljudi seglo po teh mislih, pa tudi političnih voditeljev, takih in drugačnih. Treba bi bilo torej, da se realizira tisto, kar je bilo že povedano, samo realizirati, to se pravi stvariti iz ideje preiti v dejanje, v konkretno dejanje. Kako bo pa tudi iz tega srečanja lahko išlo. Hvala lepa. Igor Kovač. Ja, lep dobro večer vsem. Najprej iskrena hvala urednikom za povabilo. Sem se zelo z veseljem odzval tako za prispevek kot za prisotnost na okrogli mizi. Zdaj, ko sem danes razmišljal, o čem bi govoril, se mi zdelo butasto, da bi govoril, kaj sem napisal. In potem sem mislil, kaj če bi govoril o tem, kaj manjka v prispevku. Prispevek se ukvarja z zunanjo politiko, na hitro vrišem teorijo ali pa metateorijo mednarodnih odnosov z imenom realizem, ki je v Sloveniji podhranjena ali je nikoli nismo v celoti razvili ali jo pa narobe razumemo in iz nje izpeljal 3 zelo konkretna priporočila za slovensko zunanjo politiko in ravno ta izpeljava je slaba, ta logika je pač zaradi omejenega prostora nisem dobro naredil. Ampak tudi to se mi zdi zdaj butasto narediti, zato ker ste mi dali toliko veliko zadev za razmišljati. Spoštovana soavtorica, spoštovani soavtori, ampak če dovolite eno kritično oznako, pa ki ne služi kot spodbuda. Vam že nisem všeč, vidim. Ampak svoj prispevek zaključim s citatno Roberta Gilpina, ki pravi, noben ne mara političnih realistov. Evo, jaz sem politični realist. In ena izmed ključnih točk realizma je nasprotovanje idealnemu tipu. Se pravi, ko sem vas poslušal, se praktično z vsem strinjam. Ampak potem, ko razvijate svoje teze, velikokrat zapademo, saj to je splošna človeška lastnost, bi rekel, da se zgledujemo po nekem idealnem tipu, po neki normi, kako bi bilo dobro, če bi bilo tako. Ja, svet ni tak, svet nikoli ne bo tak. Zato tudi naša priporočila, in to pravi realizem, naša priporočila ne smejo biti tista, ki izhajajo iz idealnega tipa, ampak tista, ki izhajajo iz realnosti, tukaj, kjer smo, kjer izhajajo iz dnevne politike, ki izhajajo iz vojakov na terenu, ker njihova življenja so na nitki. In to sem pogrešal. Naslednja stvar, ki sem pogrešal, in to znajo v bistvu že moji dodiplomski študentje, vedo, da vsaka teorija, vsaka
Vsaka znanstveno delo se začne z deskripcijo, nadaljuje z razlago, napovedjo in potem priporočilom in normativnostjo. Premalo priporočil. Praktično z vsem, kar ste vi povedali, se strinjam, ampak načeli ste tako pomembne teme, ampak nisem pa slišal premalo priporočil, čisto konkretno, to, kar je gospod Štuhec rekel. Ne? Mi moramo priti ven z nečem konkretnim, da bomo lahko rekli, evo, v tej konkretni situaciji, v tem konkretnem problemu je to pa ta rešitev, za katero stojimo. Ne? In to je obrat, nekakšen, bom rekel, obrat pristopa k reformam, kakor smo ga slišali na začetku. Ne? Na začetku smo govorili o sistemskem problemu. Se strinjam, podsistemi ne deluje tako, kot bi mogli. Se strinjam. Ampak kako zdaj jih napraviti na to, da bojo začeli funkcionirati tako, kot bi mogli. Ne? No in jaz mislim, da moramo začeti se pogovarjati o čist konkretnih korakih. To, kar ste vi zapisali. Ampak o tem se nismo danes pogovarjali. Ne? Jaz bi rad, da bi vi mene zdaj raztrgali o teh mojih 3 priporočilih, ki jih imam. Zato, ker ste pametni ljudje. Več imate izkušenj, pa bolj ste pametni. Vsi ste doktori, jaz še nisem doktor. Bolj ste pametni, kot jaz. Vi morate mene raztrgati. Ne? In take razprave, take okrogle mize morajo služiti temu. Ne? Da se izoblikujejo ravno to konkretne, specifična priporočila. Kako naprej z našo družbo, kako naprej z našo politiko ali pa med osebnimi odnosi. Zdaj, do you practice what you preach, ne? Zelo na hitro, kaj so moje 3 priporočila za boljšo slovensko politiko? Ena, ambasade reorganizirati v majhne ambasade pa v več državah, se pravi, bodimo prisotni povsod, pa z manj diplomati. Ne? To je analogija Singapurja, analogija baltskim državam. Ne? Se pravi, z istim darem lahko dosežemo več, ne? Z istimi stroški. Drugo priporočilo je, dajmo, ki je tako opevana gospodarska diplomacija, dajmo gospodarstvenikom ocenjevati to gospodarsko diplomacijo. Dajmo gospodarstvenikom, podjetnikom, ne, s katerimi se veliko pogovarjam, pa so nad nekaterimi atašeji navdušeni, z nekaterimi se pa ne more nič pomagati. Dajmo njim, da ocenjujejo uspešnost. Ne, in naj bo ta uspešnost tudi en kriterij napredovanja na MZZ in tako naprej. No in še eno priporočilo je pa večja vloga analitičnih in obveščevalnih služb na vsakem ministrstvu. Vsako ministrstvo ima neke take službe in ministri in njihova ožja ekipa mora jih zaznati, upoštevati in dajati tudi naloge, kaj z njimi početi. Ne. Se pravi, dnevni briefi, ločeni briefi, obveščevalni in analitični, ker to, če gre skupaj, je cel klaster, pa v tem kdaj drugič. Hvala.